Uvodoma za predstavitev zrcala leta 2019 prosim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Lepo zdrav vsi skupaj. Torej, kot je Jerneja že povedala, današnji namen te konference je, da se nekako zazremo naprej, pogledamo, kako je bilo nazaj. Mi smo se letos na občini odločili, da ob koncu leta nekako pripravimo eno glasilo, ki verjamem, da bo postalo vsakoletno, s katerim smo želeli prikazati, kaj se je v občini dogajalo predvsem v letu 2019 in seveda tudi opozorili na nekatere stvari, ki se bodo zgodile v naslednjem letu. Imenovali smo to zrcalo, ki je namenjeno občankam in občanom občine Slovenske Konjice. Z veliko pomočjo Novic in Radia Rogla smo to pripravili z našim sodelovanjem in v tem smo prikazali različna področja, ki smo želeli jim dati poudarek, predvsem dogajanja krajevno. Predstavili smo večino največjih naložb, ki so se v 2018 zgodile, 16 takšnih je. Opozorili smo na naložbe, ki tečejo in ki bodo na nek način zaključeno v naslednjem letu, 6 takšnih je, mogoče bazen, obnova Žičke kartuzije, športni park, obnova ceste Žička kartuzija Dramlje, gradnja stanovanj. 5 projektov, ki bodo potekali v letu 2020. Največji bo zagotovo izvedba projekta sekundarne kanalizacije na območju Slovenske Konjice in okolice, obnova Doma kulture v Ločah. Želeli bi urediti muzej kulture oziroma kulturne dediščine v Slovenskih Konjicah. Ta namen bi želeli kupiti en objekt v mestu. Začetek obnove lokalnih cest, ki so v kar slabem stanju, in pa prizidek zdravstvenega doma v Slovenskih Konjicah, katerega izgradnja bi se začela v naslednjem letu in končala leta 2021. Spomnili smo se na nagrajence 2019, torej prejemnike priznanj občine Slovenske Konjice, priznanje za ustvarjalce v kulturi in pa športnike. Torej, v nadaljevanju še mogoče zgodbe posameznikov, uspešnih Konjičanov na področju športa, humanitarnih dejavnosti in vsega drugega. Pokazali smo na skrb do starejših občanov, torej klub 65 plus v občini Slovenske Konjice. Skupaj do boljšega življenja, torej občina je prostovoljstvo prijazna občina, športniki se povezujejo, tudi to je en del tega, lokalna hrana, tudi temu dajemo poudarek, delovanje planinskih društev in ostalih pomembnih dogodkov. Nov medgeneracijski center Štibelc, zdravje naša vrednota, zdravstveni dom in reševalci, športni poudarki leta, skrb za kulturo. V glavnem, to je takšen zbornik dogajanj v letu 2019 in jaz se zahvaljujem tudi seveda Novicam Radia Rogla. V četrtek bo vsaka družina v občini Slovenske Konjice to tudi dobila, tukaj boste lahko si vzeli en izvod. Tako da, to je to. Torej, zdaj, če govorim za leto 2019, mislim, da smo lahko zadovoljni z letom, ki je za nami. Veliko stvari smo postorili, nekih zametkov, nekih dogajanj, ki jih lahko se veselimo v prihodnje nastavili. Leto 2020 je pač pred nami, mi smo v fazi sedaj sprejemanja proračuna občine. Jutri na seji občinskega sveta bomo imeli to prvo branje in verjamem, da bomo v decembru to tudi potrdili v drugem branju. Proračun za leto 2020
je v bistvu precej razvojno investicijsko naravnan. Kljub težavam, ki občine imamo glede financiranja, verjamem, da bomo zmogli z tem denarjem, ki ga imamo na razpolago, narediti čim več in vse tisto, kar dejansko naši krajani, občani potrebujejo. Je pa vedno tako, vsega se naenkrat ne da, zato bi mogoče ob tej priložnosti se zahvalil tudi vsem javnim zavodom, javnim podjetjem, ki delujejo v občini, da svojim delom, kvalitetnim delom skrbijo za to, da svojo vlogo in svoj pomen in svoje naloge v tem okolju, trdim, odgovorno in kvalitetno tudi upravljajo. Torej, v nadaljevanju bojo seveda kolegice in kolegi še bolj podrobno opredelili, kakšne načrte imamo, predvsem seveda v luči tega prazničnega decembra. Tako da to bi bilo z moje strani. Veseljem bom odgovoril tudi na kakšno vprašanja, če boste seveda jih imeli. Hvala županu Darku Ratajcu. Mi pa, kot je povedal že župan, nadaljujemo s prazničnim decembrom in številnimi dogodki, ki bodo domačinom in obiskovalcem lipšali pot v novo leto 2020. Pa si poglejmo promocijski filmček, ki smo ga posneli v lanskem decembru in napoveduje in vabi na letošnje dogodke. Tudi letošnji praznični december nas bo povezoval pod sloganom Srečno pot v novo leto, s katerim se bomo spomnili nekdanjega vlaka Konjičana. Na Centru za kulturne prireditve smo pozvali krajevne skupnosti, organizacije, društva in druge prireditelje v občini. Zasnovali smo njihovo celovito promocijo tistih, ki so se seveda odzvali povabilu. Oblikovali smo plakat, tukaj ga vidite in ga boste danes lahko tudi odnesli, tisti, ki ga boste želeli narediti neko promocijo tudi na svojih organizacijah in pa medijski hiši in vsi, ki ste danes tukaj. Dogodke boste lahko spremljali na spletnih straneh in družbenih omrežjih TICA, Splošne knjižnice in seveda občine ter na Facebook profilu vseh omenjenih. Na Radiu Rogla bodo dnevno poročali o prazničnem dogajanju na tako imenovanem adventnem koledarju in v informativnem programu. Danes je z nami nekaj predstavnikov prirediteljev, ki bodo podrobneje predstavili svoje decembrske dogodke. Najprej predajam besedo magistrici Renati Klančnik, direktorici Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Pa kar izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej, videli smo, kako pravlično je bilo v lanskem decembru, zagotovo bo letos prav tako čarobno in tega se zelo veselimo. Vse pred nami zelo pester in pa razgiban december. Z različnimi dogodki, ki jih pripravljamo v zavodu, bomo razveseljevali tako majhne kot tudi velike obiskovalce. Že v naslednjih dneh bomo skupaj z številnimi šolami, društvi in organizacijami krasili smrečice po mestu. Naša novoletna jelka velikanka, ki stoji pred Domom kulture, pa je že pripravljena. In tako bomo že ta četrtek na Miklavžev večer skupaj z županom Darkom Ratajcem prižgali praznične mestne luči in odprli drsališče, o katerem nam bo več povedala direktorica Zavoda za šport Laura Krančan. Na odprtju bo z nami mlada, dobra vokalistka Nuša Pliberšek, ki je bila lanskoletna zmagovalka Glasbene zvezde Štajerske. No, že naslednji dan bomo v Veliki galeriji Doma kulture, kjer se nahajamo tudi sedaj, v soorganizaciji z kulturnim društvom Sveti Jurij in občino predstavili knjigo profesorja dr. Janeza Bogataja Leto okusov z Valentinom Vodnikom.
11. decembra z društvom Nikov in fotografov odpiramo njihovo praznično razstavo, tudi tukaj v Domu kulture, in sicer v Mali galeriji. Dan kasneje bomo v naši veliki dvorani Doma kulture prisluhnili koncertu opernih arij v izvedbi solistov Ljubljanske opere. V Štibelcu pa bomo v soorganizaciji z Društvom prijateljev mladine izdelovali voščilnice in okraske. Najmlajše bomo 14. decembra povabili v gledališče in na igrano ljudkovno predstavo o Belem mucu, ki je bil čisto črn. Ustaljeno po urniku ob ponedeljkih vabimo na pravljične ure, ki bodo praznično obarvane, in pa vredni mesečni kino, ki bo že naslednji vikend na sporedu. No, zagotovo bo pa še posebej pestro od 26. do 30. oziroma do 31. decembra. Po mestu bo vozil praznični vlak, tako imenovan Konjičan, ki smo ga nekako kar posvojili od lanskega leta, torej vsak dan od 16. do 20. ure. 26. decembra bodo osrednji gostje večera tudi skupina Tabu, obeta pa se nam tudi ognjeni šov skupine Arba da Karba in plesna predstava plesne šole J-Dance Studio. Med 27. in 29. decembrom bomo v kinu predvajali celovečerne družinske filme in tako povabili družine z mlajšimi otroci v naš dom. 30. decembra, ko bomo že čisto blizu odštevanju, bomo silvestrovali z našimi otroci. Med njih prihaja Dedek Mraz, ki bo obdaril prav vsakega otroka, in sicer z knjižnim darilom, to bi morala biti pravzaprav skrivnost. Pričakali ga bomo ob melodijah Damjane Golavšek in plesalcev J-Dance Studia, večer pa bo s koncertom zaključila energična pevka Alja. In končno še zadnji decembrski večer, silvestrovali bomo na Mestnem trgu z skupino Original Pohorci in z županom Darkom Ratajcem skupaj vstopili v novo leto 2020. Vse podrobnejše informacije, kot je že povedala Jerneja, na naših spletnih straneh in Facebook profilih, in čim več delite te dogodke. Hvala. Na Mestnem trgu, pred Domom kulture, pa bo tudi letos osrednje mesto našlo drsališče na prostem. Več o tem, kdaj in kako dolgo bomo drsali, bo povedala Laura Kranjčan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice. Izvolite. Ja, najlepša hvala za besedo in lep pozdrav tudi iz moje strani. Kot že omenjeno, bo tudi letos tradicionalno na Mestnem trgu stalo drsališče z umetno maso. Drsanje bo letos že 3. leto brezplačno. Ta zahvala gre sponzorjem in pa lokalnim podjetjem, ki nas pri tem delu podpirajo. Sicer bomo drsališče otvorili skupaj z prižigom lučk, torej 5. decembra v večernih urah. Občani, turisti in pa drugi pa bodo lahko torej brezplačno drsali vse do 2. januarja. Drsališče bo med tednom odprto v popoldanskih urah, torej od 3. ure pa do 8. zvečer, med vikendi in pa v času praznikov, šolskih počitnic pa do poldan med 10. in 12. ter 14. in 20. uro. Letos dodajamo tudi malo več animacij na drsališče, in sicer smo v sodelovanju z Alpsko šolo in pa športno-rekreativnim društvom Svizec pripravili nekaj animacijskih delavnic, v katerih bomo sproti obveščali občane in pa druge uporabnike drsališča preko družabnih omrežij in pa spletne strani. Približno 15 teh animacij se bo zgodilo. Hkrati pa smo se odločili, da tudi v tistem času, ko je drsališče uradno zaprto, torej večinoma v dopoldanskem času med tednom, poskrbimo za to, da lahko komu še omogočimo drsanje, in tako smo se povezali z lokalnimi vrtci, šolami, Štorknimo hišo in drugimi organizacijami, da bodo lahko brezplačno drsali tudi v tistem času, ko drsališče uradno ni na voljo. Tako da, vabljeni. Hvala. V nadaljevanju bo Branimir Klevže, ravnatelj Glasbene šole Slovenske Konjice, predstavil aktivnosti glasbene šole. Prosim za besedo. Torej, lep pozdrav še v moje imeno, se pravi imeno kolektiva Glasbene šole Slovenske Konjice. Ne bom našteval stvari, ki so se dogodile nazaj, ker smo preko 100 nastopih sodelovali, ali je to v lastni organizaciji ali kje v kakšni drugi s točkami. Tudi sedaj bomo v tem decembru sodelovali pri parih programih, ki jih ne organiziramo samo mi. Bom se pa osredotočil na zadeve, ki jih imamo mi, že taka prva
Večji dogodek je ta petek in soboto. Imamo dvodnevni mojstrski tečaj za Trobento. Kandidati so od Kopra do Murske Sobote, se pravi iz cele Slovenije. In kaj je kot zanimivost, na koncu bo potem v soboto 5. v 17. uri zvečer recital predavatelja, to je Jureta Gradišnika, ki je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani in tudi odličen instrumentalist. Torej, petek, sobota. Naslednji teden imamo v sredo razredni nastop, potem pa večji nastop 16. decembra, to je v Kulturnem domu, predstavili se bodo otroci plesnega oddelka, to je preko 60 otrok. Nastop bomo naredili v sodelovanju skupaj z Glasbeno šolo Ravne na Koroškem. Torej bo še bolj zanimivo, pride v goste še plesalci iz Koroške. In potem v četrtek, slavnostni, največji koncert, koncert šolskih orkestrov, to je 19. december, 18. uri, nastop vseh orkestrov, na odru bo več kot 100-120 otrok, od vseh orkestrov do pevskih točk, do pevskega zbora. December bomo zaključili za 24. decembrom, to je popoldan ob 14:30, ker bomo imeli krajši nastop pod Smrečko, da se otroci pripravijo na božični večer. Bi pa izkoristil še priložnost in vas povabil na vse dogodke, ki bodo v naslednjem koledarskem letu, to je v letu 2020, ker Glasbena šola obeležuje 70-letnico obstoja. Vsi dogodki bodo v glavnem posvečeni tej obletnici in za slavnostno akademijo v mesecu decembru oziroma v mesecu novembru naslednje leto. Za kaj več nasledite na spletni strani, na Facebook profilih in državnih profilih, seveda jih delite čim več, kot je bilo rečeno. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod ravnatelj. Z nami je danes tudi predstavnica godbenikov, Maruša Kolar, podpredsednica Kulturnega društva Godba na Pihala Slovenske Konjice, bo predstavila že 29. božično-novoletni koncert. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Godbeniki v decembru že tradicionalno 29. leto zapored prirejamo božično-novoletni koncert, ki je namenjen vsem ljubiteljem dobre glasbe. Vsako leto pripravimo nekje 12 novih skladb, ki jih izvedemo v 2 delih. Vmes med pavzo je za poslušalce pripravljena ena taka lepa domača pogostitev. V letošnjem letu je posebnost ta, da je Zveza slovenskih godb določila to leto za leto bratov Avsenik. Obeležujemo namreč 90. obletnico njunega rojstva. Tako so povabili godbenike in godbenice širom Slovenije k temu, da obeležimo to obletnico s tem, da odigramo seveda nekaj njunih skladb, kar smo z veseljem vključili v repertoar, saj menimo, da so zelo kvalitetne, poslušljive in verjamemo, da bodo polepšale ta koncert. Tako da lepo vabljeni na tradicionalna 2 koncerta, ki se bodo zgodila letos v soboto in nedeljo 21. in 22. decembra. Tudi plesalci iz plesne šole Jayden Studio so v mesecu decembru še posebej aktivni. Z nami je Špela Šerjak z plesne šole Jayden Studio. Izvolite. Pozdravljeni še z moje strani. Mi se vsako leto z veseljem odzovemo vsem vabilom Centra za kulturne prireditve, za katere smo tudi zelo hvaležni. Tako da leto začnemo s 5. decembrom, s prižigom lučk. Na temu nastopu se bojo naši tekmovalci predstavili, ki so tudi letošnji, moram se pohvaliti, svetovni podprvaki. Potem nadaljujemo s 15. decembrom, imamo božično produkcijo plesne šole, na kateri se v bistvu naši vsi plesalci, še iz kranjskega dela, ker smo združeni z večjih strani, v bistvu predstavijo z 21 točkami. Na ta nastop so vsi vabljeni, od najmlajših do najstarejših, se pravi, se predstavijo naše cicibani do članov. Potem nadaljujemo z nastopom na Mestnem trgu, to je 26. decembra s Tabuji, zaključujemo pa s 30. decembrom s silvestrovanjem Zaljo tudi na Mestnem trgu. To bo to, kar je v decembru. In kako se bo v decembrsko dogajanje vključila medijska hiša Novice? Valerija Motaln, urednica Radia Rogla in medijske hiše Novice, izvolite.
Najprej hvala lepa organizatorjem za povabilo. Namreč zelo dober občutek je, da je lokalni radio sprejet kot del lokalne skupnosti. Na Radiu Rogla smo glasbenike vpraševali, kaj je to za njih dober občutek, in zelo različno so nam odgovarjali. Naprimer, eden od glasbenikov je rekel, dober občutek je, če imaš Vitreks v avtu, ko se pelješ po avtocesti na dolg nastop. Drugi, dober občutek je, ko primeš rif na kitari. Tretji, Alja bi jo rada izpostavila, ker jo bomo letos v Slovenskih Konjicah še srečali. Alja pa je rekla, dober občutek, ne dober, najboljši občutek je, ko stojim pred svojimi poslušalci na odru. In ker Radio Rogla išče dobre občutke, smo mi zato postavili oder. Ne oder za kogarkoli, ampak oder za mlade, za tiste, ki v naši družbi včasih ne najdejo dovolj dobrih občutkov. In tako je nastal festival Glasbena zvezda Štajerske. Festival letos poteka že v drugi izvedbi, od septembra se že mladi predstavljajo, 20 finalistov bomo letos poznali, prihajajo iz različnih krajev Štajerske, Celja, Ptuja, Zreč, Slovenskih Konjic, Oplotnice. So pa tudi zelo raznoliki, od reperja do pop izvajalk, pa tudi nekaj narodno-zabavnih izvajalcev je tukaj. Tekmovali bodo, 10 se jih bo uvrstilo tudi v finale, to je finalni festival Glasbena zvezda Štajerske, ki bo 22. decembra v Konjiški športni dvorani. In takrat se jim bo pridružilo tudi nekaj takšnih že uveljavljenih glasbenih zvezd, od Modrijanov do Dejana Vunjaka. Občinstvo pa bo izbralo tistega, ki jim bo najbolj všeč, to je zmagovalca. Lani je to postala Nuša Pliberšek, ki bo letos nastopala tudi na uvodu v praznični prižig lučk Slovenskih Konjic. Tekmovanje je pri Glasbeni zvezdi Štajerske pomembno, ni pa bistveno. Bistveno je, da se ti naši mladi glasbeniki imajo priložnost odlično in obilno predstaviti v medijskem prostoru, da imajo prvo možnost, da v bistvu se srečajo, soočijo s tem, kako se v medijih predstavijo, in seveda, da je ta njihov vstop v glasbeni prostor čim bolj odličen. Zato na radiju vložimo vse napore. Zanje skrbi naša najboljša radijska ekipa. Tekmovanje ima svojo spletno podstran in tudi finalno prireditev v Konjiški športni dvorani pripravimo najboljše, kar zmoremo, torej z najboljšim ozvočenjem, z enakim kot za res velike glasbene zvezde, z najboljšimi voditelji, veliki skrini so v dvorani, šov poskušamo narediti, to je pač tisto, s čimer se mi ukvarjamo. In mislim, da mladi to čutijo, da so nam zelo hvaležni in zato na koncu naredijo imenitne nastope. Res posebno vzdušje zavlada takrat v Konjiški športni dvorani in vse vas prijazno vabim, da ste 22. decembra z nami. Hvala. Hvala lepa urednici Radia Rogla. Hvala vsem sogovornikom. Današnji sogovorniki vam bodo seveda na voljo tudi v nadaljevanju za vsa morebitna vprašanja. Osnovne informacije pa smo zbrali v gradivu oziroma mapah, ki smo jih pripravili posebej za vas in vas čakajo v vrečah na stolih, tako da ne pozabite nanje. Hvala za obisk in že vnaprej iskrena hvala za poročanje o decembrskem dogajanju v občini Slovenske Konjice. Pa srečno pot v novo leto 2020.